Hvala. Tako, zdaj pa imamo med nami tudi udeležence naše naslednje aktivnosti v posvetu, torej okrogle mize. Morda na začetku naj predstavim v bistvu sploh namen okrogle mize, torej zakaj smo se zbrali in o čem se bomo pogovarjali. Omenili smo že na začetku posveta, da dejansko je Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani v okviru projekta Center za varnejši internet in pa v sodelovanju s skupnostjo Centrov za socialno delo Slovenije ter Slovensko policijo pred kratkim, torej konec leta 2020, izdala priročnik, namenjen strokovnim delavcem Centrov za socialno delo, ki se ukvarjajo z obravnavo nasilja in pa tudi seveda zlorab otrok in mladostnikov preko spleta. Ta priročnik vsebuje resnično številne napotke in informacije, ki so lahko v pomoč pri obravnavi različnih primerov spletnega nasilja in spletnih zlorab otrok in mladostnikov. Pri pripravi priročnika je sodelovala velika skupina avtorjev, strokovnjakov iz vrst Centrov za socialno delo policije in pa tudi strokovnjakov za spletno varnost. Z udeleženci, ki so dejansko tudi soavtorji priročnika, tukaj z nami bo le del avtorjev je namreč še več, bomo spregovorili o izzivih, s katerimi se soočajo pri obravnavi teh primerov v praksi in pa tudi o tem, kako jim lahko ta omenjeni priročnik pri tem pomaga. Tako, če zdaj pozdravim naše udeležence okrogle mize, z nami so gospa Irena Zemljič iz skupnosti Centrov za socialno delo. Gospa Irena, se slišimo? Dober dan, lepo pozdravljeni, se slišimo, se vidimo. Dober dan in lepo pozdravljeni med nami. Naslednja naša udeleženka okrogle mize je gospa Bojana Kračan iz Uprave kriminalistične policije, Generalne policijske uprave. Dober dan, pozdravljeni. Ja, dober dan, pozdravljeni. Dobrodošli. Naslednji naš sogovornik je že poznan, torej gospod Robert Tekavec, prav tako iz Uprave kriminalistične policije, Generalne policijske uprave. Gospod Tekavec, pozdravljeni še enkrat. Pozdravljeni še enkrat, hvala. In pa gospod Marko Pušner iz Centra za varnejši internet oziroma točke osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav Safe.si Univerze v Ljubljani, torej Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Pozdravljeni. Dober dan in lepo pozdravljam vse skupaj. Upam, da ste dobro takole na tem našem virtualnem omizju. Resnično upam, da bomo kmalu sedeli lahko tudi takole za kakšnimi skupnimi mizami in se pogovarjali, ampak do takrat pa naj to zadostuje. Tako, če kar začnem morda, da prebijemo led, pa gospa Zemljič, vprašanje za vas. Zanima me, s katerimi izzivi se v bistvu v vaši stroki, torej stroki socialnega dela srečujete pri obravnavi primerov spletnih spolnih zlorab otrok in mladostnikov in kako vas je vse to v resnici spodbudilo k sodelovanju pri nastanku priročnika? Ja, tako. Zdaj, Centri za socialno delo se pri izvajanju svojih nalog pomoči obravnave otrok, mladostnikov, družin v primerih nasilja in tudi drugih srečujejo tudi s primeri zlorab na spletu. Zdaj, te informacije o zlorabah na spletu lahko Centri za socialno delo dobimo z različnih institucij, tako z policije, strani šole, sodišč, lahko tudi neposredno od staršev ali pa tudi mladostnikov samih. Seveda je to področje nekako izziv za naše strokovne delavce in to nas je tudi spodbudilo k izdelavi in sodelovanju pri priročniku. Predvsem to, da je tej tematiki potrebno nameniti vedno več pozornosti
in seveda razviti senzibilnost tako strokovnih delavcev na centrih za socialno delo kot na drugih institucijah. In seveda smo bili pripravljeni in veseli povabila in priložnosti, da ustvarimo priročnik, ki bo pomoč tako nam, našim strokovnim delavcem, kot ostalim strokovnjakom. Ja, so seveda spletne zlorabe, izzivi današnjega časa in izzivi prihodnosti, kateri vsekakor moramo nameniti več pozornosti. Tako je, v bistvu te izzivi se vedno znova pojavljajo in mislim, da se ne bodo nikoli končali, ne? Vedno smo zoperstavljeni novim izzivom na tem področju. Gospa Kračan, tudi vi ste ena od sodelujočih avtorjev priročnika, zato me zanima vaš vidik sodelovanja. Ali je priprava priročnika za vas predstavljala kakšen poseben izziv in ali ste se morda pri ustvarjanju soočali s kakšnimi dilemami? Se slišimo? Gospa Kračan? Se opravičujem, kolegica Bojano je zatajil sistem. Mogoče najprej gremo naprej, pa bo potem se nazaj prijavila. Absolutno, ni problema. Potem pa bom nadaljevala z vami, gospod Tekavec. Torej, zanima me, ko neko ravnanje preide v kaznivo dejanje, je potrebno pač o tem nemudoma obvestiti policijo. O tem govorimo že zelo dolgo in pač nekako mislim, da smo s tem vsi seznanjeni. Pogosto pa se veliko več dilem in vprašanj v bistvu pojavlja prej, ko so na primer strokovni delavci centrov za socialno delo in ostali v dvomu, ali gre za kaznivo dejanje ali ne. Kaj jim v tem primeru priporočate takrat in ali jim lahko ta priročnik pri tem pomaga? Hvala za vprašanje. Priročnik je dober prav v tem, med drugim, ker je opredeljeno, kdaj gre za kaznivo dejanje, kako odreagirati, ko gre za kaznivo dejanje, koga obveščati in kaj v tistem trenutku storiti pred prihodom policije in podobno. Ja, poudarjamo, da je potrebno vsako kaznivo dejanje spolne zlorabe otrok prijaviti, seveda pa je večkrat vprašanje, kdaj gre za konkretno kaznivo dejanje, tako da v tem primeru je priročnik zelo dober. Se pravi, odvisno je seveda od starosti otroka in za katero kaznivo dejanje gre. Vsekakor je kaznivo oziroma potrebno prijaviti vedno takrat, ko nekdo pošlje fotografijo nekoga drugega, na kateri je seveda gol ali pa spolno zlorabljen in je mlajši od 18 let. V tem primeru je potrebno vedno obvestiti policijo. Če je center za socialno delo ali kdo drug v dvomu, lahko vedno pokliče na policijo in se o tem pozanima. Med nami obstaja tudi dogovor, da se lahko tudi neformalno pokličemo, se pogovarjamo, se vprašamo in vedno bodo dobili tako pomoč vsi, ki to potrebujemo, in seveda tudi mi na tak način zaprosimo za pomoč center in vse ostale deležnike, ki so v tem primeru. Ko pa govorimo o spolnem napadu na osebo mlajšo od 15 let, ki se prav tako lahko zgodi preko interneta, tu pa so seveda že samo kaznivo dejanje pove, da gre za otroke mlajše od 15 let. Tu pa ni nujno, da gre za fotografije, ampak gre lahko za spolno zlorabo tudi preko teksta, z nagovarjanjem na spolnost, z opisovanjem spolnosti in podobno. Kaznivo dejanje je tudi, če mladoletniku mlajšemu od 15 let prikazujemo pornografijo, in pa dokaj novo kaznivo dejanje je pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene. Tu pa gre v bistvu že za kaznivo dejanje, ko nekdo preko interneta nagovarja otroka mlajšega od 15 let, da bi se z njim srečal v živo z namenom, da bi ga spolno zlorabil, in seveda temu sledijo že neka konkretna dejanja storilca, ki ima dejanski namen se s takim otrokom dobiti.
Super, odlično in hvala za to priporočilo. Torej vsekakor svetujemo, da v primeru, kadarkoli so strokovni delavci v dilemi ali zadevo prijaviti ali ne, je vsekakor zelo dober korak to, da se pozanimajo, da pokličejo in preverijo na policiji in treba je poudariti, da v bistvu to še ne pomeni, da se bo takrat policijski postopek začel, ampak da se potem začne šele z res uradno prijavo, ne? Tako, hvala lepa. Gospod Pušner, vi ste urednik omenjenega priročnika in zapisali ste tudi v samem priročniku, da je širše uporaben. Torej ni namenjen le strokovnim delavcem centrov za socialno delo, ampak tudi drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem obravnave zlorab otrok na spletu. Kako ste priročnik zasnovali in komu vse je lahko v pomoč? Ja, v bistvu to je zelo dobro vprašanje, ne? Namreč, mi smo se lotili priprave tega priročnika spomladi 2019. Kolegica Lija Miljevec, ena od soavtoric, je v bistvu prišla s to pobudo, ki jo je pa pravzaprav zaznala na enem od telih posvetov v preteklosti, namreč iz strani Centra za socialno delo je dobila informacije in neke vrste pobudo, da bi v bistvu oni to potrebovali, ne? Da se težko znajdejo s temi primeri zlorab, pri čemer moram povedati, ne, priročnik ni omejen samo na spolne zlorabe, ampak pokriva tudi nekatere druge vsebine, ne, tudi druge oblike nasilja, ki se recimo mladostnikom dogajajo. Skratka, prva ideja je bila, da bi mi za Center za socialno delo pripravili neke liste za pomoč s temi bistvenimi informacijami, kako ukrepati v primeru, da se pri njih znajde nek mladostnik, nek otrok, ki je zabredel v takšne ali drugačne spletne težave. Ne, seveda, ko smo mi to debatirali in ko smo se ugotovili, da bomo absolutno morali vključiti tudi policijo, je ta ideja se začela razvijati in dejansko je iz nekih, ne vem, 5 do 10 A4 listov, kar je bila osnovna ideja, smo prišli preko 80 strani, koliko ima priročnik, ne. In tu smo skušali zajeti v bistvu 3 stvari, a ne, in to smo jih lepo razdelili po poglavjih. Prva zadeva je, da imamo najprej neke splošne smernice za ravnanje ob spletnem nasilju in spletnih zlorabah otrok in mladostnikov. To je v bistvu naslov prvega poglavja. In tu so podane informacije, kako tečejo obravnave na centrih za socialno delo in pa na policiji. To je odličen pripomoček, predvsem tudi za tiste, ki niso zaposleni na teh 2 organizacijah, ne, pa ne vedo, kaj se bo zgodilo, ko bodo recimo mladostnika usmerili naprej na policijo ali pa podali prijavo na policijo, oziroma če bojo usmerili na CSD. Skratka, da dobijo neke splošne informacije. Seveda, obenem je pa to tudi odličen bom rekel, odlična navodila ali pa kako je predstavljeno, no, kako naj bi potekali recimo pogovori na CSD-ju ali pa na policiji. Potem v drugem poglavju pa smo se nekako odločili, da bomo obdelali posamezne primere teh zlorab in pa spletnega nasilja in smo dejansko zastavili tako, da imamo v 3 podpoglavjih, ne, eno podpoglavje je nasilje povezano z spolnostjo in spolne zlorabe, to je seveda najbolj obsežno, potem imamo sovražne, žaljive in nasilne vsebine, se pravi, ne vem, trolanje, sovražni govor, grožnje in podobno, ne. In pa na koncu 3. podpoglavje so pa zlorabe zasebnosti, sve to, kar se dogaja, ne vem, kot je vdor v profil, kraj identitete in podobno. In ko imamo te posamezne primere, skupaj jih je 18, smo zadevo zasnovali tako, da pri vsakem primeru najprej predstavimo, kako prepoznati, zakaj gre. Recimo, če govorimo o lažnih profilih, najprej kako prepoznamo kraj identitete. Potem druga zadeva, ki sledi, je kako, oziroma kaj pravzaprav svetovati otrokom in mladostnikom. Mi imamo zdaj to žrtvo, a ne, lahko je nekaj zelo hudega se zgodi, lahko je konkretno žrtev spolne zlorabe na internetu, ne, kako mu zdaj pomagati, ne, in so tista prva navodila.
potem sledijo informacije, kdaj je treba zadevo prijaviti policiji. To je zelo ključnega pomena, tako kot je gospod Tekavac poudaril, če gre za kaznivo dejanje ali sum za kaznivo dejanje, je obvezno treba prijaviti policiji. In to smo seveda dodali. Potem, kaj svetovati staršem? Ni nujno, da je samo mladostnik v stiski, lahko so tudi starši v stiski. Mogoče ne vedo, kako zdaj pomagati svojemu otroku. In smo še to dodali. Potem pri nekaterih primerih smo dodali, tam, kjer svetujemo otrokom in mladostnikom, ne samo, kaj svetovati žrtvi, temveč tudi, kaj svetovati oziroma kako obravnavati povzročitelja. Tudi povzročitelj je tisti, ki ga lahko nagovarjamo, če seveda se znajde pri nas. In pa vsak tak primer smo potem zaključili s konkretnim primerom. Ne vem, tukaj imam, jaz imam priročnik ravno odprt pred sabo, pa imam zlorabe zasebnosti, imam primer, in so sošolke ustvarile lažni profil na Instagramu, za profilno sliko so uporabile njeno sliko, ki so jo našle na spletni strani šole. Na njem zdaj objavljajo žaljive meme, fotografije in žaljivo komentirajo objave drugih. Žrtev je zelo prizadeta, saj jo drugi sošolci in sošolke obtožujejo nasilništva na spletu. In potem smo tule potem navedli po alinejah, kako naj recimo strokovni delavec, ki se je srečal s to Injo, na katerega se je obrnila, kaj naj svetuje oziroma kako naj on pravzaprav ukrepa. Čisto lepo, enostavno po alinejah. S tem smo želeli olajšati delo. Te primere smo dejansko zbrali strani CSD, tu bi se zelo zahvalil Skupnosti centrov za socialno delo na Slovenije, ki nam je pri tem zelo pomagala, da smo do teh primerov prišli. In potem smo jih nekoliko preoblikovali, seveda zabrisali, bi smo že itak dobili zabrisane, da nismo mogli prepoznati vpletenih. Malce smo jih prilagodili, tako da so v bistvu reprezentativni. Zdaj, če pa še odgovorim na vprašanje, komu je vse lahko v pomoč. Seveda smo rekli strokovnim delavcem na centrih za socialno delo, policistom in pa seveda tudi vsem zaposlenim v šoli, predvsem svetovalnim delavcem v šoli, pa tudi učiteljem, ker oni se dejansko srečujejo, pogosto so celo prvi, ki se srečajo s primeri spletnega nasilja in pa zlorab, tako da za njih je zelo pomembna ta informacija in pa seveda tudi vsem vladnim in nevladnim organizacijam in posameznikom, ki se ukvarjajo z problematiko zlorab in pa spletnega nasilja. Hvala lepa, gospod Pušner. Naj povem, da vaše v bistvu zadnje trditve so potrdili tudi naši udeleženci. Pravijo, da je priročnik zelo dobrodošel tudi za uporabo v šolah, saj vsebuje konkretne protokole pomoči in tudi načine reševanja primerov zlorab otrok na spletu, tako da očitno res je vsekakor zelo splošno uporaben. Vidim, da smo gospod Bojano Kračan dobili nazaj, se pravi, se nam je ponovno pridružila. Se slišimo? Upam, da slišimo, se upravičujem. Računalnik ni hotel več sodelovati z mano. To so te prednosti in slabosti tehnologije, ki nam lahko zagodejo takrat, ko je najmanj treba. Tako, vprašanje za vas je bilo sledeče. Uvodoma me zanima, kakšne izzive je pač za vas nekako predstavljala izdelava oziroma sodelovanje pri priročniku, ustvarjali ste ga skupaj z ostalimi avtorji, ali ste pri pisanju ste se soočali s kakšnimi posebnimi dilemami, ko ste razmišljali o tem, kaj napisati? Dejansko je bilo tako, da ko sem v bistvu prejela povabilo k sodelovanju tega priročnika, ki je zdaj to pred nami, lahko iskreno priznam, da sem najprej pomislila, pa ne še eden priročnik, ne nekaj, kar bo samo sebi namen, ker imamo tega že dejansko dovolj. Vendar pa, ko smo se na prvem sestanku začeli pogovarjati in razvijati vsebino priročnika, sem spremenila svoje mnenje. Zdaj pa, ko je tu pred nami, lahko rečem, da gre za čudovit priročnik, ki je že na prvi pogled všečen, za kar to všečnost seveda ima zelo velike zasluge Marko in njegova ekipa. Vsa ostala vsebina je seveda skupna,
In po mojem mnenju je zelo bogata, pregledna in na enem mestu nudi vse potrebne informacije, ki jih potrebujemo, kadar se mladostnik znajde v nekih spletnih zlorabah, nasilju, prevarah. Seveda pa, ko se za isto mizo usedejo ljudje različnih poklicev, pogledov, to vedno sodi v zelo konstruktiven pogovor. Saj so predstave in pričakovanja različne, kljub temu, da smo vsi zasledovali isti cilj. In policija nekako kot represivni organ izvaja zakonodajna določila in pri tem nima veliko manevrskega prostora. Zato morda ideja, da bi na enem primeru lahko podali enoznačen odgovor, ki bi pokril vse elemente nekega ravnanja, dejanja, ni bila in tudi še vedno ni možna. Tudi na področju spletnega nasilja in spletnih spolnih zlorab otrok in mladostnikov namreč govorimo o različnih kaznivih dejanjih. Pogosto moramo poznati celoten primer, da lahko opredelimo, za katero kaznivo dejanje dejansko gre, in ne moremo podati nekega enotnega pojasnila za vsa dejanja, saj je vsak primer različen, edinstven. Zato se tudi v priročniku najti pri posameznih poglavjih vpis več različnih kaznivih dejanj. Seveda pa smo želeli izpostaviti tudi nekaj splošna dejstva, o katerih smo se zelo veliko pogovarjali, in tega izpostavila na začetku, da je mladostnik kazensko odgovoren, ko dopolni 14 let. Da lahko prijavo poda, ko dopolni 16 let, in pa kar je zelo pomembno, da vestarjenje kazenskega pregona za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki so bila storjena proti mladoletni osebi, začne teči od polnoletnosti oškodovanca. Hvala lepa, gospa Kračan, za vaš odgovor. Pa pojdimo nazaj, gospe Zemljič. Všeč mi je, da dejansko priročnik vsebuje tudi neke splošne smernice za ravnanje ob spletnih zlorabah otrok, kjer v bistvu ste avtorji zelo dobro pojasnili, kakšne so pravice žrtev kaznivih dejanj, kako poteka obravnava primerov na policiji in tudi na centrih za socialno delo, kako vodite razgovor z mladoletnimi žrtvami, starši in tudi mladoletnimi povzročitelji. Pa me zanima, kako pomembno je to ustrezno vodenje razgovorov z mladoletnimi žrtvami, z njihovimi družinami in morebitnimi mladoletnimi povzročitelji, zato da je potek obravnave uspešen. Hvala za vprašanje. Seveda, pogovor z vsemi udeleženimi je izredno pomemben. Mogoče bi tle samo se navezala, da pogovor seveda je prilagojen, z katere strani prejmemo to informacijo, o spletnem nasilju. Na centrih lahko za zlorabe izvemo, naprimer tudi v primerih, ko obravnavamo mladostnike v okviru naših javnih pooblastil in drugih nalog, naprimer, ko gre za obravnavo mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, se pravi prekrškov. Če so bili obravnavani mladoletniki na sodišču in jim bi bil izrečen vzgojni ukrep spremljanja centra za socialno delo, ter v okviru ostalih nalog, ki jih centri za socialno delo izvajamo kot obliko pomoči otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju. Tukaj govorimo predvsem o vzgojni nemoči staršev in pa o izvajanju socialno-varstvenih storitev, pomoči in drugih oblik svetovanja tako staršem kot družinam. Zdaj, pogovor z otrokom na centru za socialno delo se seveda razlikuje od pogovora z otrokom na policiji. Pogovor z otrokom na centru je seveda predvsem usmerjen v svetovalno-terapevtski odnos. Gre za neko empatično naravnanost do naše žrtve in za pristop, kjer se oblikuje načrt pomoči žrtvi. Policija pa seveda ima pogovor v obliki zasliševanja in pridobivanja informacij in zbiranja dokazov. Zdaj,
naše izkušnje pri pogovorih z otroci, mladostniki in seveda tudi starši so takšne, da so ključne, da dobimo čim več informacij, da starše in otroke informiramo, da jih pomirimo, umirimo in jim predstavimo, kaj vse je možno v naslednjih korakih storiti. Naše izkušnje so seveda dobre, mogoče so starši sprva najprej malo šokirani, vendar so zelo pogovorljivi in pripravljeni na sodelovanje in potem po tem prvem uvodnem pogovoru na Centru za socialno delo, ko jih dobro informiramo in seznanimo z oblikami pomoči, se tudi potem mladostniki in mladostnice dobro odzivajo in začnejo sodelovati. Tukaj pa smo seveda, tako kot je že gospod Tekavec povedal, zelo dobro povezani s policijo, z njimi dobro sodelujemo in v teh primerih, ko je potrebno presojati, ali gre za kaznivo dejanje ali je tukaj kakšna druga oblika zlorab, nasilja, se posvetujemo in potem skupaj pripravimo nadaljnje korake. Odlično, hvala lepa za vaš odgovor. Gospod Tekavec, če pogledamo zdaj na to problematiko, torej malo širše, tekom dneva smo ugotavljali, da so otroci med epidemijo oziroma pandemijo postali nekako še bolj ranljivi za zlorabe na spletu. Lahko celo rečemo, da storilci do otrok nekako celo lažje dostopajo do mladoletnih žrtev. Ali imate morda kakšno informacijo, na katerih družbenih omrežjih pa storilci najpogosteje prežijo na mladoletne otroke? Hvala za vprašanje. Mogoče samo še eno besedo glede priročnika. Policiji seveda sodelovanje z drugimi organizacijami izredno pomembno, zaradi tega, ker policija vedno ali pa v večini primerov pri teh kaznivih dejanjih ni prva v stiku z žrtvijo. Seveda smo mnenja, da se je proti spolnim zlorabam otrok treba boriti kot celotna družba. Z vidika zavarovanja dokazov, z vidika pravilnega postopka je pa seveda za policijo izredno pomembno, da je tudi tisti pristop nekoga drugega pravilen, da se mogoče tudi s takim sodelovanjem ohrani kakšen dokaz, ki bo za nas potem naprej pomemben v postopku. Zato še posebej pozdravljamo ta priročnik, ki je tudi, moram reči, z mojega pogleda zelo dober. Glede novih trendov, ki jih opažamo v policiji, glede prisotnosti otrok na posameznih omrežjih, bi povedal tako, da tako kot je že v uvodnem govoru povedal eden izmed častnih govorcev, nam je direktiva o elektronskih komunikacijah malo zagodla na področju boja proti spolnemu izkoriščanju otrok, ampak je zdaj z posegom evropskih inštitucij to spet omogočeno. In mi smo odvisni od internetnih ponudnikov storitev, da v svojem okolju, na svojih omrežjih zaznajo tovrstna kazniva dejanja. In trenutno so največ teh prijav, bodisi si storilci izmenjujejo med sabo, bodisi so otroci ali pa mladostniki žrtve spletnega izsiljevanja, spletnih spolnih zlorab strani tistih, ki jih preko spleta nagovarjajo, se nakajajo predvsem na Instagramu, tudi en del še na Facebooku, Snapchatu, TikToku in pa zelo veliko trenutno se dogaja tudi na Discordu, nekaj tudi preko preko omrežij za elektronske menjavanje sporočil in fotografij, kot je Googlov Gmail, in pa velikokrat se pojavi tudi Kik Messenger, ki pa je kanadski. Tako da tukaj večinoma, zdaj če govorimo o starosti otrok, tisti starejši so bolj na Snapchatu, Instagramu, tudi na TikToku, te najmlajši se pa ponavadi
bolj zadržujejo na TikToku, oziroma že sam TikTok omogoča, da se posnamejo, da ustvarjajo z aplikacijo in včasih seveda to uporabljajo tudi za nekaj, kar na internetu ne bi smelo biti. Zdaj še vprašanje, preko katerih omrežij pa se najpogosteje razširjajo posnetki spolnih zlorab otrok? Ali se Slovenija v tem kakorkoli razlikuje od preostalega sveta? Slovenija se ne razlikuje v načinu izvrševanja tem kaznivih dejanj. Mi smo v bistvu, tako kot vsi, povezani v tem globalnem internetu, imamo seveda iste izzive, iste težave in tudi iste pristope v boju proti spolnemu izkoriščanju otrok. Jaz bi rekel tako, da seveda največ takega gradiva se razširja v okolju, ki je za storilce najbolj varen, kjer so najbolj zaščiteni s tem, da so anonimni. Rekel bi Darknet, šifrirana omrežja z šifriranjem od konca do konca in pa tudi preko običajnih kanalov za sporočanje, se pravi preko e-mail naslovov. Izmenjujejo si pa tudi preko Facebook, Messengerja ali preko teh čist običajnih poti za komuniciranje. Kjerkoli navadno preko kanalov, kjer v bistvu sta vključena samo dva, ki komunicirata med sabo. Hvala lepa, gospod Tekavec. Gospod Pušner, tudi vi pri svojem delu nekako ves čas raziskujete, kakšna so vedenja mladih na spletu in kakšna omrežja uporabljajo. Nekatera od njih je predstavil tudi gospod Tekavec. Zanima me, ali ste morda opazili, da so katera od teh omrežij, ki so med mladimi zelo popularna, recimo bolj nevarna ali pa manj primerna za uporabo zaradi morda na primer anonimnega komentiranja ali komentiranja brez registracije. Torej, ali na njih na safe.si, torej točki osveščanja o varni rabi interneta, še kako posebej opozarjate? In katera so to? Ja, v bistvu glavna težava običajno je, da ta omrežja pogosto uporabljajo mlajši od 13 let. Namreč omrežja, mislim, da vsa ta, ki so najbolj popularna, imajo omejitev 13 let, se pravi spodnjo omejitev, kdaj se jih sploh lahko začne uporabljati. In seveda posledično sledi, da imajo premladi otroci, zabredejo v težave, ker ne razumejo, kako deluje, in pa tudi omrežja jih ne ščitijo dovolj in pravilno. Mislim, tukaj je treba vedeti, da že v osnovi zaščita mladostnikov na družabnih omrežjih je vprašljiva. Mislim, mnogo več bi se lahko naredilo, kot je v resnici storjenega. Zdaj, lahko rečem, da to, kar mi zaznavamo, glavne težave se pojavljajo na Instagramu, TikTok je zdaj prišel nekoliko bolj na plano, potem veliko zapletov je na Viberu, kot aplikaciji za sporočanje, kjer se marsikaj dogaja in deli v zaprtih skupinah, se pravi, da je zadeva nekoliko skrita. Potem smo zaznali nekaj težav na Telegramu, se je pojavilo, pa so se tudi, kolikor vem, neki neprimerni posnetki delili, nekaj takega. Na to so nas pravzaprav z ene ali z dveh šol opozorili na tale Telegrama. Drugače pa ni nekaj tako, da bi rekel, da odstopa od tega, kar je gospod Tekavec povedal. Mislim, ta družabna mreža, ki se najbolj uporabljajo, tam se pravzaprav dogaja tudi največ zapletov. Moram povedati, vsake toliko časa se pojavi kakšno novo družabno mrežje ali pa neka storitev. Recimo, pred nekaj leti se je pojavila Sara Hah, to je pač neko družabno mrežje bilo za anonimno ocenjevanje, in to je potencialno mesto za dogajanje številnih zlorab in spletnega nasilja in podobno. Pa moram povedati, da ko se je to pojavilo, smo zaznali, da so recimo v osnovnih šolah to nekako slišali za to,
ampak je to zelo hitro izginilo. Tudi samo to omrežje ni zaživelo, v svetovnem merilu ni zelo zaživelo. Sicer ima neke specifike, ampak potencialno je bilo zelo nevarno. Pa ni bilo, koliko vem, nič iz tega. Tako da ja, kar je pomembno je, da smo stalno pozorni. Ker ko se pojavi neko novo družabno omrežje, neka nova aplikacija, ki omogoča medsebojno komunikacijo, če jo mladi pograbijo, da jo začnejo masovno uporabljati, potem se bojo na njej tudi pojavljale vse te težave, vse te zlorabe. In kar je žal se dogaja, da razvijalci najprej mislijo na to, kaj bojo naredili, pa kako bojo to unovčili. Potem, ko pa se to začne dogajati, ko dobijo uporabnike, se srečajo s problematiko zlorab, nasilja in podobno in šele takrat začnejo ukrepati. In to se je v preteklosti pravzaprav pri vseh državnih omrežjih tako izkazalo in sem prepričan, da se bo tudi v prihodnje pri večini. Žal tako je, in zaradi tega je zelo pomembno to osveščanje, izobraževanje vseh, ne samo otrok, ampak tudi strokovnih delavcev, učiteljev in pa seveda staršev. Starši so pogosto v prvi bojni liniji, če smem tako reči, v zaščiti otrok. Absolutno. Mislim, da se tukaj vsi strinjamo. Gospa Kračan, ko smo ravno govorimo o ozaveščenosti, o informiranosti, ali ste mnenja, da smo v Sloveniji dovolj seznanjeni s temi pastmi in nevarnostmi, ki predvsem na mlade prežijo na internetu, in kaj bi bilo po vašem mnenju tisto najbolj pomembno, kar bi morali nekako vedeti za lastno varnost ali zaščito pred spletnimi spolnimi zlorabami, vsi uporabniki spleta? Zavedati se moramo, da večina odraslih svetovni splet v bistvu jemlje z določeno mero zadržanosti, medtem pa na drugi strani je to svet, za nas otroci svet, v katerega so se v bistvu rodili. Zato sta to velikokrat dva povsem ločena vidika. Odrasle pogosto slišim reči, da imajo njihov mladoletni otrok več pojma o svetu kot oni sami. Seveda to izrečejo v kontekstu poudarjanja, kako inteligenten je njihov otrok. A ne prvo in ne drugo, v bistvu ne prepriča, da gre za pozitivno zgodbo. Takšni smo namreč tisti, katerih v bistvu dolžnost je, da skrbimo za svoje otroke, ki vzgajamo, učimo in smo jim za zgled, kot je tudi Markova. Zato nikakor ne morem pristati na neko idejo o generaciji genijev. Seveda vsak starš vidi svojega otroka najboljši luči, kar je seveda prav. A kljub temu je potrebno zavzeti nek kritičen odnos do tega, tudi do tega, kakšen je naš otrok v resnici. In kaj v resnici počne na spletnem omrežju. Predvsem pa sem mnenja, da smo odrasli tisti, ki moramo sprejeti te nove tehnologije, slediti razvoju in poznati aplikacije, ki jih uporabljajo naši otroci. Vedeti, recimo, katere igre otroci igrajo na spletu, s kom komunicirajo. Neodgovorno mišljenje, da se nam tega ni potrebno naučiti ob neki, ne vem, razlagi, da so otroci že dovolj samostojni, da vse znajo vedo. Pogosto se izkaže ravno nasprotno. In kar se mi zdi zelo pomembno, je to, da je treba sprejeti dejstvo, da se spolne zlorabe dogajajo tudi v Sloveniji. Da otroci dostopajo do različnih spletnih portalov, aplikacij, kjer so navzoči tudi odrasli, ki iščejo otroke, da bi spolno zlorabili. S njimi se pogovarjajo preko spleta, pogosto pa jih tudi nagovorijo, da se z njimi sreča tudi osebno. To se dogaja tudi pri nas v Sloveniji. Zato je zelo pomembno, da se predvsem veliko pogovarjamo z otroci, vseh pastih interneta, kako komunicirati, koga v bistvu sredi v neko aplikacijo ali označiti kot prijatelja. Da se o tem pogovarjajo tudi učitelji, učenci. Da so že tudi pogosto otroci, ki ne živijo v urejenih družinah in so tako potencialno bolj dovzetni in še bolj ranljivi. Mislim, da je spletna stran safe.si in logout.si, da so tudi spletni strani, ki sta zelo dobri in kjer lahko tako starši kot otroci najdejo vse informacije o uporabi interneta. Hvala lepa, gospa Kračan. Gospa Zemljič,
Dejali smo, da so v priročniku navedeni, se pravi, zelo konkretni primeri ob različnih oblikah spletnega nasilja tudi in seveda tudi spletnih zlorab. Zanima me, ali ti primeri dejansko izhajajo iz nekih konkretnih situacij, s katerimi se srečujete strokovni delavci centrov za socialno delo po Sloveniji? Ja, tako je, seveda. To so primeri, resnični primeri, ki so nekako privedli do tega, da smo se skupaj povezali in pripravili ta priročnik. To so primeri iz prakse, s katerimi se na centrih srečujejo socialni delavci, strokovni delavci pri svojem delu. Predvsem je bilo tudi vodilo za pripravo tega priročnika, da se tudi naši strokovni delavci pri obravnavi teh primerov so se srečevali s pomanjkanjem informacij, niso imeli dovolj znanj in načinov in ravnanj, kako ukrepati, ko se srečajo s primerom spletnih zlorab otrok in mladostnikov. Zato je ta priporočnik resnično dober pripomoček za delo strokovnih delavcev na centrih in seveda tudi ostalih. Primeri izhajajo iz obravnav, ki smo jih zasledili pri različnih nalogah v povezavi z obravnavo otrok, mladostnikov, družine. In na ta način, kot je priročnik zasnovan, se pravi, ko je predstavljen primer, konkreten, in potem kako naprej ukrepati, ravnati, to je neko izhodišče, neke smernice. Se pravi, kaj je prvi stik, potem drugi korak, informiranje, potem nudenje pomoči, svetovanje in seveda nadaljnje ukrepanje, če gre za kazniva dejanja. Bi pa še to rekla, da priročnik je seveda nek okvir, je pa naše ukrepanje in seveda ukrepanje policije odvisno od primera do primera. Absolutno, se pravi, gre bolj za neke usmeritve, ne pa za neko konkretno ravnanje. Tako. Hvala lepa, gospa Zemljič. Seveda se vsi spomnimo, da so bili otroci v času ukrepov za zajezitve širjenja koronavirusa na nek način prisiljeni ostati doma in da so bistveno več časa in tudi brez nadzora odraslih preživeli za napravami. Zgodilo se je celo to, kar mnogi med nami verjetno si ne bi nikoli znali zamisliti. Torej, mlade smo zaradi prepovedi nekega fizičnega srečevanja s prijatelji celo spodbujali k uporabi tehnologije in socialnih omrežij za druženje. To situacijo pa so seveda spretno izkoristili tudi storilci spolnih zlorab, saj se je po podatkih Europola povpraševanje po posnetkih spolne zlorabe otrok občutno povečalo. Po podatkih organizacije Internet Watch Foundation je tudi Evropska unija postala celo največja gostiteljica posnetkov spolnih zlorab otrok v svetovnem merilu. Gospod Tekavec, tudi vi ste omenili, da je na internetu vse več gradiva s posnetki spolnih zlorab otrok. Ali se ga ne bi dalo preprosto odstraniti ali blokirati? Ja, tako kot ste rekla, internet je pripravljen z posnetki spolnih zlorab otrok, prav tako Darknet. Gre preprosto za to, da vse več povpraševanja po tem gradivu posledično tudi zahteva vse več izdelave takega gradiva in to seveda pomeni tudi vse več spolno zlorabljenih otrok. In vse več gradiva na internetu pa seveda spodbuja v prvi vrsti povpraševanje tega gradiva in smo v nekem krogu, kjer se zaradi vsega tega potem taki posnetki povečujejo na internetu. Zdaj, policisti in seveda tudi v sodelovanju z prijavno točko Spletno oko in z tujimi varnostnimi organi seveda skrbimo za to, da ko zaznamo tako gradivo, da ga tudi odstranimo. In če je tako gradivo nekje na strežnikih, ki so v razvitih državah, ki so dosegljivi, s katerimi imamo sodelovanje in kjer je
v bistvu zakonodaja na področju boja proti spolnemu izkoriščanju otrok urejena, potem lahko to državo zaprosimo, da to odstrani. Vkolikor je to v državah, kjer te zakonodaje nimajo urejene, potem je to nemogoče. In v teh primerih je seveda edina rešitev, da se taki posnetki blokirajo, kar pa žal v Sloveniji zakonodaja ne omogoča zaenkrat, tako da vsako tako gradivo, ki jo zaznamo, potem sproti ustrezno rešujemo, odvisno seveda, kje se nahaja in vse to, kar sem povedal glede sodelovanja z mednarodnimi organizacijami in drugimi policijami. Hvala lepa. Če malo pokomentiramo poročilo, to pravi letno poročilo Spletnega očesa, lansko leto je poročilo Spletnega očesa torej prikazalo, da se je delež posnetkov z najmlajšimi žrtvami občutno povečal, torej v letu 2019. Medtem ko se je v letošnjem letu, v letošnjem poročilu, torej v letu 2020 pa nekoliko povečal delež žrtev višje starosti, torej nekje od 11. leta naprej. Na posnetkih spolnih zlorab še vedno prevladujejo deklice in v bistvu neka taka tipična žrtev na posnetkih spolnih zlorab otrok v letu 2020 je deklica nekje med 11. in 15. letom, posnetki pa prikazujejo hujše oblike spolnih zlorab. Morda kakšen komentar na to? Kaj je tisto, kar je spremenilo trend? Mogoče, če začnem jaz, sigurno je del trenda spremenila tudi epidemija. Ni pa vse epidemija, otroci so bili že prej prisotni, mladostniki so že prej prisotni na internetu. Spreminja se dostop do interneta, spreminjajo se tehnologije in predvsem spreminja se mišljenje v ljudeh, mišljenje v starših, mišljenje v otrocih. In predvsem to, da otroci že zelo zgodaj dobijo v last svojo pametno napravo. In kot je prej gospod Marko Pušner povedal, težava je, ker imajo otroci mlajši od 13 let v neomejeni uporabi internet in si ustvarjajo družbena omrežja, kjer se lahko podatki izmislijo in se tako lahko prijavijo. In se pač niti ne zaveda tega odgovornosti, kaj pravzaprav to pomeni. In tu seveda je prav, da nastopi odgovornost staršev, oziroma da so starši tisti, ki to preprečijo oziroma se z otrokom pogovorijo. Najhuje je, ko pogledamo naše prijave, kjer so na posnetkih že otroci stari 5 ali 6 let in v teh primerih gre za samo posnetke, kar pomeni, da je imel neomejen in nenadzorovan dostop do interneta, seveda preko pametne naprave, kjer se je lahko ogledoval neprimerne vsebine in jih potem tudi počel sam, jih posnel in celo objavil. Tako da to je kruta resničnost, da se pravzaprav res v celoti ne zavedamo, kaj internet prinaša. Pa kot sem že v mojem predavanju povedal, ne gre se samo za to, da bi ga nekdo spolno napadel ali pa izvršil kakšno kaznivo dejanje. Internet ni cenzuriran in se da dostopati do vsebin, ki za otroke resnično niso primerne in slabo vplivajo na njegov razvoj. Absolutno, hvala lepa. Tukaj nas čaka še kar veliko dela. Če se vrnemo zdaj proti koncu nazaj k priročniku. Zanima me, kako konkretno uporabljate priročnik v praksi, najprej strokovni delavci centrov za socialno delo. Na kakšne načine vam vse lahko pomaga? Ja, zdaj veliko teh primerov, s katerimi se na centrih srečujemo, je predvsem primerov medvrstniškega nasilja. To so primeri nasilja v šoli, ko so mladostniki opuščali šolanje zaradi nadlegovanja sovrstnikov, kot je bilo že prej omenjeno, pošiljanje različnih
fotografij prek teh družabnih omrežij, preko recimo Viber skupin, Snapchata, prisiljevanje v gledanje različnih pornografskih vsebin in snemanje ob tem ter deljenje v različnih teh skupinah, v katerih so vključeni mladostniki. Zasmehovanje, izsiljevanje, to so nekako ti najpogostejši primeri, s katerimi smo se srečevali. Zdaj, priročnik seveda je namenjen strokovnim delavcem na centru, so ga pa strokovni delavci razdelili tudi učiteljem, ravnateljem na šolah, vrtcih in v drugih organizacijah na njihovem lokalnem okolju in organizacijam, s katerimi sodelujejo. Na ta način smo razširili nekako ozaveščanje o tej problematiki in tudi v bistvu razvijamo medsebojno sodelovanje za ukrepanje vseh institucij in tudi odgovornost vseh nas za preprečevanje širitve oziroma ukrepanja ob zaznavanju tovrstnih zlorab. Odlično, to je neke vrste tudi povezovalni element med institucijami in strokami. Tako, seveda pa strokovni delavci, ki jim je bil v prvi vrsti namenjen ta priročnik, so ga bili zelo veseli. Mi smo ga razdelili na vse centre za socialno delo, na vse enote centrov za socialno delo in je tudi, ker je dostopen v elektronski obliki, je tako res dostopen vsem. In tudi prvi feedbacki naših strokovnih delavcev so bili zelo pozitivni o priročniku. Predvsem so bili zadovoljni, da so zbrane vse informacije na enem mestu in tudi na koncu so dodane organizacije, kontakti, kamor se lahko starše napoti po pomoč in tudi mladostnike, kar je pa še najbolj dragoceno. Absolutno. Gospa Kračan, kako pa lahko priročnik uporabljate kriminalisti, policisti v praksi? Čisto konkretno. Priročnik je v svoji osnovi, kot je dejala že Irina, zasnovan predvsem za strokovne delavce in delavcev centra za socialno delo. Kljub temu pa smo bili tudi v policiji zelo veseli priročnikov v fizični obliki. Razdelili smo jih na vse policijske postaje po Sloveniji in tudi na vse uprave, kjer delujejo kriminalisti, ki se ukvarjajo s področjem spolnih zlorab otrok. Za policijske kriminaliste je to v bistvu pripomoček, ki jim je lahko pomoč pri njihovem delu. V primeru nekega dvoma, razjasnitve določenih zadev si seveda lahko pogledajo razlago in tudi morda lažje nadaljujejo zbiranje obvestil z zavarovanjem dokazov in mogoče tudi nek okvir, v katero smer oziroma za katero kaznivo dejanje gre. Policisti, kot je tudi Irina predhodno rekla, morajo sicer pri svojem delu ravnati v skladu z veljavno zakonodajo, pravilniki in našimi internimi usmeritvami za delo. Priročnik pa tudi pripomoček zagotovo zelo dobrodošel. Izzivi s terena so zelo dobri, policistom je v pomoč, prav tako ga pa velikokrat uporabijo, ko pripravljajo predavanja, na primer za osnovnošolce, srednješolce, starše in da tako na ta način pridem izkoristijo. Zaenkrat nismo zaznali potreb po njegovi dopolnitvi, kar pomeni, da je zastavljen resnično celovito. Odlično. Dobre povratne informacije. Gospod Pušner, seveda vse nas zanima, kje je ta priročnik mogoče dobiti, predvsem tiste, ki pač ga še niso, oziroma ga niso mogli dobiti v fizični obliki, torej kje je priročnik dostopen. In pa seveda naše udeležence tudi zanima, ali bo priročnik kdaj možno dobiti tudi v kakšnem drugem jeziku, v angleščini ali morda še v kakšnem drugem prevodu. Ja, kot ste slišali moje kolegici, ki smo skupaj priročnik sestavljali, se pravi,
Centri za socialno delo imajo, mislim, da smo 2400 izvodov poslali, potem policija, mislim, da je dobila 1200 izvodov, če se pravilno spomnim. Skratka, njim, ki jim je bil primarno namenjen, so ga dobili v tiskani obliki. Zdaj, meni je zelo žal, mi smo imeli plan, da bi tudi šolam to poslali, strokovnim delavcem na šolah, svoje tiskane izvode, pa se žal finančno ni šlo. Mi smo sicer razmišljamo, da bi zadevo ponatisnili, ker je pač tako, dobivamo tako dobre odzive, tudi pravzaprav od šola. In če bomo zagotovili sredstva od nekod, potem bomo to lahko kmalu naredili. Sicer je pa priročnik dostopen v elektronski obliki, v PDF obliki na spletni strani SafeSea, med gradivi za učitelje in strokovne delavce, povezava pa, kolikor vem, ste dobili vsi udeleženci tudi v napovedniku oziroma v agendi, se mi zdi, da je, pa sigurno vam bojo to še tudi poslali. Zdaj, kar se tiče prevoda v angleščino, žal je priročnik zaenkrat samo v slovenščini. Ali je, zdaj vsebinsko gledano, je specifičen za Slovenijo, se pravi za način dela centrov za socialno delo, potem prilagojenje slovenski zakonodaji, tako da mora biti kakšni neposredni prevodi v tuje jezike niti niso toliko primerni. Treba bi bilo prirediti priročnik, pač prilagoditi ga lokalnemu okolju, to je bistveno. Nekatere zadeve so seveda skupne, predvsem tisto, kar je bolj psihološkega značaja, v smislu pomirjanja otrok in tako dalje. To je univerzalno, ostalo bi bilo pa treba prilagoditi. Tako da ni. Je pa res, da če bi slučajno se iz kakšne države pojavila pobuda, da bi želeli prevesti priročnik, je to možno. Priročnik je tudi sicer je pod Creative Commons licenco in ga v bistvu se ga da uporabljati in ga tudi, recimo, bi se ga dal prevesti, če bi kdo želel, seveda. Odlično. Torej, vsekakor smo pripravljeni na to, da pomagamo tudi pri morebitnih priredbah priročnika. Je pa dejansko res, da je vezan zelo na našo slovensko zakonodajo, tako da verjetno z tega vidika je ta priredba pač nujno potrebna. Ja, čas je hitro minil, nažalost smo omejeni s časom, lahko bi se pogovarjali še o marsikateri temi vezani na priročnik in seveda vse zlorabe, ki so obravnavane v njem. Resnično priporočamo uporabo priročnika pri vseh, ki se dejansko ukvarjate z primeri spletnih zlorab, tudi primerih spletnega nasilja, ker je tematika širše obravnavana. Vsebuje res, bom rekla, en bazen nekih napotkov, informacij in je resnično lahko v korist pri konkretnem delu v praksi. Zelo dobro je tudi, da ima konkretne kontakte za napotitev, se pravi tako nacionalno kot na področju regij, tako da mislim, da res ponuja ogromno informacij, ki lahko pomagajo marsikateremu strokovnjaku, ki deluje na področju spletne varnosti, spletnih zlorab. Na tem mestu bi se vsem štirim iskreno zahvalila. Najprej za vaše delo, ki ste ga opravili. Opravili ste veliko delo in tudi za vašo prisotnost na današnjem omizju in upamo, da bomo lahko tovrstne izobraževalne vsebine ali priročnike ali seminarje ali karkoli vezano na to, da se znanje izpopolnjuje, da bomo lahko sodelovali še kdaj in še naprej. Tako da hvala lepa vsem in lep pozdrav. Zdaj, preden bomo nadaljevali, si bomo vzeli eno malo daljšo pauzo, tako da si lahko udeleženci privoščite kakšno kosilo. Pred nami namreč 50 minut odmora, torej po odmoru nas čakata še dve zelo zanimivi predavanji, zato si nastavite opomnike na 13:10, ko bomo ponovno skupaj še z dvema zelo zanimivima predavateljema iz področja šolstva in iz področja varovanja zasebnosti in osebnih podatkov. Tako da zaenkrat pa hvala in se vidimo kmalu.